Bi mi verjeli, če bi rekel, da lahko hujšate tako, da jeste več hrane? Ne manj, ampak več. Da lahko sledite dieti z ogljikovimi hidrati, brez ogljikovih hidratov, z maščobami, brez katerikoli dieti ali nobeni in še vedno hujšate. Resnica je, da ključ ni v dietah, ampak v eni stvari, o kateri nihče ne govori. In to je kalorična gostota živil. Moje ime je Jan, sem kineziolog in ustanovitelj športne klinike. Že več kot 10 let ljudem pomagam osvajati zdrav življenjski slog in dosegati njihove cilje. V tem videu si bomo pogledali 4 stvari, zaradi katerih boste lahko pojedali 5-krat več hrane in še vedno izgubljali kilograme. Prvo si bomo pogledali, kaj kalorije sploh so. Potem si bomo pogledali, kaj je ta gostota v kalorični gostoti živil. Pogledali si bomo praktične primere in pa na koncu, kar je najbolj pomembno, kako to uporabiti znanje v praksi, da boste lahko hujšali. Da vam vse skupaj lahko lažje razložim, gremo pa kar v kuhinjo. Torej, kaj so kalorije? Kalorija je enota za energijo. Naše telo energijo uporablja za gibanje, razmišljanje, dihanje, prebavo, za vse. Na drugi strani pa kalorije v prehrani nam povedo, koliko energije je shranjeno v posameznem živilu. In posledično, ko to živilo pojemo, koliko energije vnesemo vase. Zakaj je to pomembno? Maščoba v našem telesu je zaloga energije. Več kot energije vnesemo, večje bodo zaloge in manj kot energije vnesemo, zaloge bodo manjše. Zato je ključno, da razumemo, koliko kalorij ima posamezno živilo. Živila so sestavljena iz makrohranil, večinoma iz beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. 1 gram ogljikovih hidratov ima 4 kilokalorije. 1 gram beljakovin ima tudi 4 kilokalorije in 1 gram maščob ima kar 9 kilokalorij. To pomeni, da so mastni izdelki, maščoba, da je kar 2-krat bolj kalorično, energijsko bogata. To pa ne pomeni, da so maščobe naš sovražnik. Pomeni samo to, da imamo različna živila z različno kalorično gostoto. Če si predstavljate, lahko pojemo en mali košček nečesa, ki ima ogromno energije, toliko kot cela skleda enega drugega živila. Naprimer, 100 gramov sira ima 350 kalorij. Na drugi strani imamo pa 100 gramov solate. 100 gramov solate ima 12 kalorij. To je 30-krat manj za isto maso. In tako kot teh 12 kalorij zapolni to skledo, zapolni tudi naš želodec. In veste, kaj ima še 350 kalorij? 650 gramov malin in borovnic, 200 gramov piščančjih prsi, 700 gramov jabolk in skoraj 800 gramov navadnega jogurta. Da ne naštevam samo posameznih živil, 350 kalorij ima tudi ta cel obrok pred mano. 120 gramov piščančjih prsi, 200 gramov kuhanega krompirja in zraven še dobrih 100 gramov solate. Kaj bi vas zdaj bolj nasitilo? Vse to ali tisti košček 100 gramov sira? Ali pa 65 gramov čipsa, en rogljiček z nadevom, 45 gramov masla, 65 gramov oreščkov, 60 gramov čokolade ali 4 žlice majoneze. Živila z visoko kalorično gostoto imajo majhen volumen in ogromno energije. To so predelana živila, živila, ki so bolj mastna, sladkarije, peciva in podobno. Na drugi strani živila z nizko kalorično gostoto imajo ogromen volumen, veliko vitaminov in mineralov, hkrati pa zelo malo energije. To so sadje, zelenjava in pa tudi kakšni bolj pusti kosi mesa. Zdaj, to nikakor ne pomeni, da moramo popolnoma se odreči živilom z visoko kalorično gostoto. Trik uspešnega hujšanja, brez omejitev in brez lakote je, da znižamo kalorično gostoto celotnega obroka. To pa dosežemo tako, da zmanjšamo količinsko tista živila, ki so kalorično bolj bogata in dodamo ogromno živil, ki imajo nizko kalorično gostoto. Ta krožnik makaronov z bolonezo omako iz svinjskega mletega mesa in ogromno ribanega parmezana ima približno 700 kalorij. Ta krožnik makaronov z bolonezo omako iz govejega mletega mesa z malo ribanega parmezana za okus ter bogato skledo solate s paradižnikom, fižolom in kumarami pa 600 kalorij. Po njem si lahko privoščimo še eno čokoladico, pa bomo še vedno zaužili manj kalorij. Čar je, da lahko povsod jeste vse. Samo s tem novim znanjem morate malo spremeniti izbiro živil in pa razmerja teh živil na krožniku. Ja, na začetku boste mogli malo razmišljati, brati te hranilne vrednosti, ampak bo to s časoma postalo avtomatsko. Seznam 100 živil z najvišjo in najnižjo kalorično gostoto lahko najdete v našem domačem skuševalnem programu.
Kolikor vas zanima, kliknite na povezavo v opisu in se vidimo.